razmišljali o tem, s čim je povezana kriza kot taka, ekonomska, pa tudi ostale krize, na koncu klimatske in tako naprej. S čim je povezana? Kaj je vzrok? Je to samo posledica? In kako je s tem povezana ekološka ozaveščenost Slovencev? Danes bomo o tem govorili s svobodnim raziskovalcem. Gospod Anton Komat je v naši družbi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Kadar govorimo o ekološki ozaveščenosti, je bojda, da dobro začeti pri različnih krizah, ki se dogajajo. Ja, morda je ravno tisto, kar dokazuje, da je človek velika mater. Ravno to, da šele, ko je huda kriza, začnemo ukrepati. Torej, ko odpovejo vse racionalne metode reševanja, da se začnemo obupno prizadevati, da bi neki problem rešili, ampak velikokrat je to prepozno. To je kakor, kad zob boli mal pa pomal, pa nočeš iti zobozdravniku, polka je pa face, bi pa takoj šel. Ja, ali pa recimo, sem spoznal veliko rakavih bolnikov, ko so dobili diagnozo rak, še takrat so radikalno poskušali spremeniti življenje, čeprav bi lahko že davno prej, pa ne bi imeli take usodne diagnoze. Ja, krizno dogajanje je na tej fizično pojavni ravni, bi lahko zgostili na nekih 5 segmentov, torej ekonomska kriza, potem energetska, prehranska, zdravstvena in klimatska. Zdaj, jasno, če gledamo iz te človeške plati noter, v ta krizni tunel, ki je črn, potem vidimo, da je temeljni konflikt, ki sproža vse teh 5 segmentov, ekonomija. Kot jo imamo danes. Torej, ekonomija plenilca, roparja, izkoriščevalca, morilca, karkoli temu rečemo. Torej, ekonomija neomejene rasti, ki je, zelo na kratko povedano, edino eno primerjavo ima v naravi, to je patologija rakavega tkiva, kajti edino rak ima koncept neomejene rasti in vemo, kako se konča ta zgodba z rakom. Torej, kot sem ga prej že omenil, torej pokonča gostitelja, ampak mi tle pozabimo, da je še nekaj naprej, da s tem pa pokonča tudi sebe, da je samomorilski. Kajti, ko pokonča gostitelja, rakave celice nimajo več pogojev preživetja in tudi one umrejo, torej so samomorilske. No in mislim, da če temeljimo to ekonomijo na tem konceptu raka, potem lahko vidimo, kaj nas čaka. Tisto, kar jaz si predstavljam kot rešitev, je to, da je temelj našega preživetja itak ekologija. Torej, veda o tem planetu, o ekosistemih, teh znanj že kar nekaj je, čeprav bi jih lahko bilo več. In ta učilnica je v naravi, je brez zidov, nima menih šolnin treba plačevati za to univerzo narave, da vsak lahko vstopi v eno 24 ur na dan in se uči, kako narava deluje, kajti narava je preigravala te rešitve skozi stotine milijonov let. Mi tle kolovratimo teh 300 000 let in vsem tem stranjem, ki ga počnemo, dobesedno. Torej vidimo, da ob tistem znanju, kako ekosistemi delujejo, vidimo vse na sončni pogon, nobenih odpadkov ni, vse se reciklira, vse imamo vse rešitve že narejene. Moramo postaviti ekonomijo, ki bo ekonomija dobrega gospodarja v tem edinem domu. To je zelo enostavna misel, ampak to speljati. Vidite, kako je težko. Zdaj, na drugi strani, jasno, če govorimo o ekonomiji dobrega gospodarja, moramo pa se vprašati, kaj je pa temelj tega ekosistema, ki je pa hkrati tudi temelj našega preživetja. To so 3 veliki kompleksi, bi lahko rekli, rodna zemlja, rodna prst, tla, kakorkoli temu rečemo, en ta sklop, drugi je jasno pitna voda, vodni hidrosistem in tretja stvar je biodiverziteta, biotska pestrost, s tem rečem zelo bolj popularno semena. Torej, to so 3 temelji človekovega preživetja. Mi z gospodarskim razvojem, pa napredkom silovitim v tem smislu, ko zdaj počnemo, bomo si dobesedno žagamo v tisto vejo, na kateri sedimo. Mi moramo postaviti, kot sem rekel, ekonomijo, ki bo ekonomija dobrega gospodarja s 3 temeljnimi viri preživetja človeka, torej zemlja, voda, biodiverziteta. Ampak ali je tukaj dojemanje človeka kot gospodarja pravilno v smeri, da se mi zdi, da včasih, da si človek hoče veliko dominirati vse te naravne danosti, ki jih imamo, da sebe postavi nekam višje, ker vsakič, ko opazujem neke ukrepe, ki si jih človek zmisli, pa misli, da je pametno, narava pokaže ne,
to ne bo šlo čez. In tudi, če tako gledamo, narava bo ziher preživela, človek pa ni nujno, da bo. Ja, glede, saj v bistvu je ta dominum terre, ta gospodar zemlje, to izvira latinščina, srednji vek in tako naprej, ne. Že tle je, moram poudariti, da je tle že v Bibliji naroje prevod. To so zdaj pogruntali in to objavili, da že kar nekaj let nazaj, no. Ni gospodujta zemlji in vse te laznini in kaj ne vem kva, ni to Bog tega rekel, ampak gospodarita. Vidite, ampak iz tega se je razvilo, mi smo zdaj gospodari planeta, mi smo dominum terre, ne, in potem smo si dali ime Homo sapiens, torej misleči, jaz to malo dvomim, koliko je to razmišljujoče, zdaj, kar se dogaja. Torej vidimo, da moramo evocirati nek drugo reklo, če latinščino govoriva, homo humilis. Skromen, ponižen človek, ponižen pred čudežem življenja. Kajti mi smo del tega planeta, to življenje nas je porodilo, zato jaz kot prvo pravim, mi nismo prišli na ta svet, mi smo prišli iz tega sveta. Se pravi, ne kaj lahko narava zame naredi in mi da v moje najvišje dobro, ampak kaj lahko jaz naredim za najvišje dobro vseh. Gre za v bistvu odnos partnerstva, ne. Glede, če gledamo tri znamenita gesla francoske revolucije, ne, egalité, fraternité in liberté, ne, torej svoboda, enakost, bratstvo. Pa če gledamo malo zgodovino zadnjih 50 let nazaj, ne, svobodo nam je izničil kapitalizem, enakost komunizem, ki je propagiral, nam ostalo samo še bratstvo, fraternité. Torej bratstvo z zemljo, s planetom, z ekosistemi, z življenjem in bratstvo med ljudmi. Kajti ekologija je predvsem odnos. Ni to ugašanje luči, ločeno zbiranje odpadkov, zapiranje pip, pa enkrat na teden iti peš, ampak je odnos do življenja, odnos do sočloveka. In če bomo ta odnos zgradili na temelju dobrega gospodarja, potem lahko preživimo, mrde. Če ne bo pa... Dejansko v prvi vrsti gre za odnos do sebe in potem ta reflektira vse ostale. Meni je bilo... Saj poznate to, ko človek naredi dobro delo, se mu kar nekaj začne dogajati dobro delo okrog njega. Ste povedali to spremembo? Meni je to ogromno ljudi tudi povedalo, osebno izkušnjo. Zanimivo. Kako širimo, ne? Kot da bi kamen vrgel v ribnik, ne, in cela površina vzvalovi od enega kamenčka. Kakšni kreatorji smo. Zanimivo mi je bilo, dolgo leta sem bila v unem prepričanju, pa luči ugašati, pa vodo, pa te stvari so pomembne, pa ne vem, ločevanje odpadkov, pa sem bila predvsej v tem, ne. Potem pa sem šla majčkeno globje pogledati in že pri enem takem čist preprostem prehranjevalnem sistemu, recimo mojem, sem ugotovila, pri veganski, recimo prehrani, prihraniš veliko več vode oziroma ves promet skupaj, če damo, in učinek vsega tega prometa, ne vem, letalskega, avtomobilističnega in tako naprej, je zgolj majhen del, kolikor ga naredi dejansko mlečna pa živalska oziroma ta mesna industrija, kar se tiče onesnaževanja kot takega. In tega nihče ne govori. Vse generalno gledano, vsa ta kriza dogajanja, ki smo prej naštevala skupaj, ne, torej ekonomija, energija, hrana, zdravje in klima, ne, vse to moramo mi postaviti na lokalno raven, lokalizirati. Torej moramo postaviti lokalno ekonomijo, za te osnovne biotske potrebe človeka, neko lokalno temeljno energetiko, ne, lokalno prehrano, lokalno zagotovljene vodne vire, tiste vire, ki jih imamo že naši predniki, so jih imeli, so jih poznali, ne, in lokalno zdravje in šolanje. To skratka z lokalizacijo, ampak to je pa predpogoj te lokalizacije, pa je, da nehamo biti butasti potrošniki, pa služni nekih supermarketov, pa popustov, pa akcij. Pademo na embalažo, recimo? Ne, pademo na točno tisto, kar uničuje cel planet, ne. Ampak da začnemo podpirati svoje sosede, male trgovce, male obrtnike, tisto, kar biva okrog nas, ne, in šele to se bo odpiralo nova delovna mesta. Recimo, jaz sem se ukvarjal s temi projekti samooskrbe, tudi sem primerjal te kalkulacije iz sveta, ne. Samo lokalizacija, če mi spravimo na lokalno raven pridelavo hrane, itak ne moramo 100% imeti, ne, ampak večino kaloričnih potreb, torej prehransko varnost si lahko zagotovimo še vedno na nivoju Slovenije.
to poveča dohodek lokalne skupnosti 4 do 5 krat, kot kjerkoli druga primerljiva gospodarska dejavnost. Zdaj pa vi povejte, katera investicija bo to povečala dohodek. Zelo težko, ampak meni se zdi še vseeno. Primer, ne? Ja. Ko so se zdaj bila polemika glede tiste Magne gor na Dravskem polju, ne? Ne vem, ne gledam poročil. Mimogrede, 100 hektarov za neko lakirnico. Ja. Obljubljenih je bilo točno 402 delovna mesta, ampak pazite, pustimo zdaj ostale zgodbe. Kratek izračun vam pove, da lahko 100 hektarov prehrani 2000 ljudi skozi celo leto. Nismo nič naredili. Po moji oceni bi mogla biti plodna zemlja dražja kot zazidljiva parcela. Ker zidamo lahko tam, ko so deponije, pa tam, ko so opuščene tovarne, pa industrijske cone, ki propadajo, tam se ne izida, ne pa na rodni zemlji. Ne? Absurd je, da je tisto, kar je manj vredno, v bistvu dražje kot tisto, kar je najbolj dragoceno za preživetje. No, ampak pravzaprav smo svet pri eni iluziji, ki je ustvarjena na ven. Ampak Slovenija se mi zdi še vseeno, ne vem, mogoče sem pa jaz tak optimist, ampak se mi zdi, da Slovenija prvo kot prvo ima izjemno pozicijo, kar se tiče, ne vem, pozicijo kot, ne vem, kakšne danosti imamo. Veliko lastnih virov, voda imamo super, gozdov imamo tudi neki, zemljo imamo, ne vem, vidim, slišim, da ene občine imajo neke lokalne svoje valute, da na takšen način želijo ljudi, ne, da kupujejo lokalno in tako naprej. Saj se mi zdi, da potencial imamo vas. Jaz se strinjam, da moramo imeti samo zavest, ampak ne smemo pa imeti lažnih iluzij. Glejte, pa nas je ena lažnih iluzij, da vse zemlja pa dosti neobdelana. Samo mi imamo obdelovalne zemlje, mi smo ta zadnji v Evropi, mi pa Finci. Vse velike dežele imajo več zemlje na prebivalca kot Slovenija, mi imamo nekje 850 kvadratnih metrov. Čau, konc. Potem, če gledamo pri vodi, mi kao imamo obilje, južna stran Alpi, imamo največ vode v Evropi, te bajke iluzionistične. V bistvu so pa hidrologi končno izjecljali uradno, da imamo negativno vodno bilanco, torej da več vode zgubljamo, torej imamo vodni stres, poplave, imamo suše, imamo podtalnice, torej je Slovenija v vodnem stresu. In moramo zdaj takoj ukrepe sprejeti, da se ne borimo samo proti poplavam. Kaj se dogaja s to boro proti poplavam? Betonirajo se reke, da voda še hitreje odteka iz dežele ven. Torej, mi deželo osušujemo. In če 10 let bomo tulili, da je tudi podtalnica že zdaj upada, da imamo konstantno sušo, da se zdaj klima spreminja, da so to klimatske spremembe krive. Ne, mi smo krivi. Voda je pa več dragoceni vir, da bi dovolili, da po bregovih rek ropotajo buldožerji, pa bagri, unih barab, ki služijo z lažmi, da rešujejo poplavno varnost Slovenije. Ok, iluzija umorjena. Jaz sem res mislil, da imamo dober misel, kar Slovenija se tiče. Pa jaz hodim po svetu, pa ljudem razlagam, koliko smo mi bogati z vodo. Če gledamo kvaliteto, tudi so uradni podatki, samo polovica vodnih virov, torej polovica vodnih virov je na meji kontaminacije, mi imamo samo še četrtino brezhibno čistih vodnih virov, pa četrtino uničenih že. To je stanje glede vode. Ne? Da ne govorimo o biodiverziteti kot tretjem sklopu, ne? Sem simboliziral semeni. Mi smo po drugi vojni pristali na to zeleno revolucijo, ki je v bistvu pomenila prehod iz sončnega kmetovanja na solarni pogon, pazite, smo imeli zeleno kmetovanje, smo šli na naftno. Ne? Zdaj nas čaka prehod nazaj na solarno, normalno. Tukaj moramo uporabljati pa vsa znanja prednikov in tudi najnovejša spoznanja etične znanosti. Ampak vsem ti histerični prenovi kmetovanja na nafto smo dobili en cel zarod kmetijskih svetovalcev, ki si ne zna predstavljati kmetovanja torej brez vreče kemičnih gnojil, pa brez škropilnice strupov na ram. Vidite, kam smo padli. Ne? Zdaj moramo iz tega izstopiti. In ob tem smo pa dovolili, da nam propade okrog 70% vseh starih, torej izumre, okrog 70% vseh starih varietet kulturnih rastlin, ki so jih naši predniki vzgajali skozi stoletja. Pazite, to je totalna katastrofa in mi moramo to, kar je še ostalo, reševati. To je neprecenljivo, ne? Se pravi, ni poti nazaj.
je pot, ampak za zadnji moment ni časa rešiti banke, ker povprečna življenjska doba banke je 8 let v svetu, to veste. Mi jih pa rešujemo z milijardami denarja, ki bi jih lahko dali ravno v te kvalitete, ki zdaj od njih govorimo. Človek se vpraša, zakaj se vse to dogaja, oziroma kaj je končni cilj, oziroma kdo nima rad človeka, da to dela človeštvo. Profitni motiv negira naravo in človeka. To sta v bistvu, za tistega, ki je obseden s profitom, pa ki postavlja ekonomijo neomejene rasti, je človek samo sredstvo, vir za denar. Itak veva, da samo 3-4% denarja je realnega, ostale je natiskanje, brez skritja. Zato postavljati na neko virtualno ekonomijo celotno usodo nekega naroda se mi zdi kriminal. Lahko rečemo potem, da čez desetletja bodo zares bogati tisti ljudje, ki bodo imeli rodovitno zemljo in morda še lasten vodni izvir. Boste presenečeni, da danes največje korporacije na svetu ne špekulirajo več na borzah. Na borzah se dogajajo, tam bajenci počnejo. Največji lastnik zemlje trenutno v svetu je Hyundai. Ja, to sem pa ima več zemlje, kot je cela Nemčija velika. Kitajci masovno dobesedno okupirajo Afriko. Torej, velike dežele in močne korporacije kupujejo zemljo, kot je najbolj dragocen vir. Jasno, tudi voda bo na vrst. Glede biotske pestrosti in biodiverzitete sem pa bila tudi Slovenija predmet genskega piratstva, oziroma kraje genskih virov. Tudi pri nas so krožili genski pirati, ki so kradli stare sorte. Jasno niso rekli, da kradejo. Oni so nabirali, ki jih je zanimali, kaj kmete gojijo, pa so jim kmete naivno dejali svoja semena. Mi so pa v bistvu naši ljudje, ki so bili plačanci od korporacije, sem s parimi temi govoril. Ko se je nabrali, to že od leta 2000 pa naprej, je bila Slovenija poligon genskega piratstva. Ta nakradena semena so šla v laboratorije korporacij, ki so jih proučili, tiste, ki so imeli dobre lastnosti, pa patentirali kot svojo intelektualno lastnino. Nam ukradena semena. Razumem, da se to dogaja po svetu, ampak se pa to dogaja pri nas v Sloveniji, je pa to še posebej nenavadno. A nismo mi tudi globalni, ki se hvalijo? Ja, ampak jaz res živim v eni taki konkretni iluziji. Slovenija je majhna, skromna dežela z veliko bogatih naravnih virov. Mala princeska, ki jo vsi negujejo. Isto je predmet izkoriščena kot kjerkoli dežela. Nažalost. In rešitev je samo v naši samoorganizaciji, povezovanju na lokalni ravni in tisto, ko smo začela pogovor, se zavedati, kaj imamo, normalno, in se te dragocenosti zavedati in tudi živeti to dragocenost. In se boriti zajedno. Nič ni dano. Mi smo dobili od prednikov to. Nežalostno, da to za en šumenje papirnega denarja, ki brez vrednosti uničujemo. Temelje preživetja. Kako bomo živeli? Zanimivo je, imam veliko prijateljev mojih let, ki so se zavestno odločili, da ne bojo imeli otrok, ker jih pač noče pripeljati na ta svet, ker se sprašujejo, kako bojo pa odraščali, s čim bojo pa odraščali, narava, vse, kam grejo stvari in je grozljivo, da nekateri ljudje že prihajajo do tega, ampak ne smemo biti črnogledi rešitve. Ne, jaz sem zmerno optimist vedno bil, upam, da ne bo, ki se kje po levi ali pa desni prihtel, še bolj usoden trenutek. Zdaj človek je vedno preživel, ker je pač amater in vedno ga šele katastrofa zbrihta. Vsem tem mladim bi pa rekel, da se mora pač boriti. Če se borijo za svoje otroke, se borijo tudi za svet, kamor prihajajo. Mi imamo samo ta planet, drugega ne. Tiska zdaj bluzi, da bomo šli na Mars živeti, a pa došla neka elita na Mars. Elita brez ljudstva ne more, kot prvo. Kot druga, če bomo s to filozofijo šli kamorkoli, bomo še tam vse uničili. Ali pa po mojem pa še najbolj, že vsa ta elita spoka na Mars, pa tam sebe uniči, pa nas ne mer pusti. Tole je bila sklepna misel. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svetlepo.